Dober dan. Danes si bomo povedali nekaj matematike. Če imamo točko A in točko B, nas matematika uči, da je najkrajša razdalja med njima razdalja. No, potem pa gremo v življenje, se ukvarjamo s seboj, živimo svoje življenje, hočemo doseči cilj od A do B in se zgodi kaj? Zgodi se nekaj takega. Torej, pot praviloma ne gre naravnost, ampak, tukaj smo narisali dva ovinka, ki sta seveda lahko tudi globlja, širša, daljša. Da bi lahko prišli do razumevanja, zakaj je temu tako, moramo razumeti, da je bitje, ki varuje pot od točke A do točke B, takele oblike. Približno. V vseh kulturah je bila kača tista, ki je varovala prak med zavestjo in nezavednim. Psihoanaliza je naredila vse, da bi pokazala, da imamo dva nivoja obstoja. Nekaj, kar doživljamo na zavestni ravni in nekaj, kar nas globlje določa na nezavedni. Prav zato nas ne čudi, da je kača tista, ki opisuje to pot. Na kaduceju, kjer sta dve kači ukročeni, je samo tole tista končna, ravna, rezultantna razlika med njima. In o tem govori matematika. Pot, do katere sta kači prišli in potovali, pa v matematiki ni zajeta. Od tod lahko razumemo znano Jungovo trditev, da najbližja pot med dvema točkama vodi skozi ovinek. To pa je v resnici arhetip škorpijona.